Zapis Mednarodne smučarske zveze na njeni spletni strani je dobil uradno potrditev danes opoldne. Prisotnost generalnega sekretarja kranjskogorskih tekem na tiskovni konferenci je lahko pomenila le eno. Zlata lisica se že petič seli na podkorensko smučišče. Moram reči, da enkrat dan D pride in danes je zagotovo ta dan. Prišli smo do odločitve tudi v sodelovanju z Mednarodno FIS organizacijo, da ni nobenih zagotovil, da bi lahko vztrajali na našem terminu in naši organizaciji tekme v Mariboru. Izredno dobro sodelujemo s prijatelji iz Kranjske Gore, organizacijskim komitejem Pokal Vitranc, ki nam nudi kompletno logistično podporo in seveda tudi druge resurse, ki so potrebni za izvedbo tekmovanja. Pogled na pohorsko strmino je dovolj zgovoren. Čakanje na spremembo vremena bi pomenilo preveliko tveganje. Stanje v Kranjski Gori je medtem neprimerno boljše. Po zadnjih podatkih, ki jih imamo z tekmovalne proge, je dosti snega. Na določenih mestih bomo seveda mogli še malo dodelati tekmovalno progo, jo utrditi z vodo, drugače pa ni bojazni, da ne bi mogli pripraviti kvalitetne tekme v Kranjski Gori. Za Zlato lisico so tudi letos namenili 1 100 000 evrov. Že zaradi lanske odpovedi si nove finančne zaušnice ne smejo privoščiti. Zagotovo pomeni prilagajanje novi lokaciji, nastajanju novih stroškov, nepredvidenih stroškov. Po drugi strani pa seveda prihaja do tega, da nekih aktivnosti, ki smo jih načrtovali v mestu Mariboru, ne bomo izvedli. Izognili se bodo nekaterim spremljevalnim dogodkom in vse sile usmerili v športni del tekmovanja. Vseeno razmišljajo, da bi bil vstop na veleslalom in slalom prost. V studio pa smo povabili Milana Razdevška, direktorja Zavoda za turizem Maribor. Dober večer. Dober večer. Povejte, kaj pomeni odpoved Zlate lisice za Maribor kot turistično mesto? Tako je. Vsekakor za razliko od marsikoga, mi v turistični delavci vsekakor nismo veseli nad tem prelepim sončnim vremenom sedaj in nam ni toliko velik problem sama odpoved Zlate lisice, kot je to, da imamo popolno zeleno zimo pri vseh teh napravah, pri vseh teh hotelih, ki so tukaj in to nam predstavlja kar resen problem. Že lansko leto smo zapažali precej slabše rezultate od leta poprej, tako da smo šele nekje v aprilu nekako dosegli rezultate predlanskega leta. Na koncu za leto 2011 lahko z veseljem ugotavljamo, da nekako ocenjujemo okrog 8% rasti. Kaj hočem s tem povedati v primerjavi z letom poprej? Da je naša velika naloga seveda, da delamo produkte, prodajamo produkte, ki so bolj neodvisni od vremena. Kaj se bo zdaj zgodilo s temi hoteli? Verjetno je bilo veliko rezervacij odpovedanih. Ja, precej rezervacij je bilo odpovedanih, nekaj jih nadomestujejo drugi aktivnosti, ki hvala Bogu so v mestu, pa vendar takšnih vremenskih ujm za turizem, bi temu rekli, se ne da hitro nadomestiti, mogoče sredi leta nekako, ko se pokrijejo z drugimi aktivnostmi. Sedaj pač seveda vsi nekako upamo, čakamo, da se ohladi, da se lahko napravi umeten sneg in da seveda pošljemo informacijo v svet, da pri nas se lahko smuča, ker smučarski turizem pri nas pomeni kar zanimiv produkt. Ne gre za samo tekmovanje, ampak tudi za te spremljevalne prireditve. Te bodo zdaj okrnjene, verjetno so tudi te privabile določeno število ljudi. Tako je. Za Maribor je to vsekakor pomenila poživitev. No, za nas, ki pa štejemo številke pa nočitve, nas pa zanimajo v glavnem tisti gostje, ki pride k nam smučati, ki pri nas nočijo, ki pri nas stanuje del časa, ker ti ustvarjajo to sinergijo, to dodano vrednost, ki jo pač seveda mi nekako potem uštejemo v turistični letni promet. Bi lahko to odpoved nekako ocenili v finančnem smislu celotno? Jaz mislim, da če ne bo zdaj kaj hitro se zgodilo tudi na tem vremenskem, se pravi, da ne bo kaj kmalu padel sneg, potem bomo verjetno v zimskih mesecih, to so 3 meseci, nekako beležili tam med okrog 20% nižji izplen, lahko celo 30%, ki ga bomo zelo težko pokrivali, pa upam, da bomo uspeli. So recimo mariborski turistični delavci pripravljeni na takšne zelene zime, skoraj pomladanske temperature?
smo in to že dalj časa načrtujemo in če zdaj povemo, da v okviru letne prodaje, letnega prometa predstavlja zima že bistveno manj kot 1/3 vsega, potem je viden od zadnjih 10 letih velik napredek. Prej namreč zima predstavlja več kot polovico vseh letnih nočitev, sedaj pa ne predstavlja več 1/3 in tudi zadnja strategija, ki smo jo mi načrtovali do leta 2020, seveda upošteva spremembo vremena, spremembo teh klimatskih razmer tukaj in se mi usmerjamo v zelene produkte, v naravo, v kulturo, v vino, kulinariko in v te aktivnosti, ki so lahko najmanj 7, 8 ali pa 10 mesecev tukaj pri nas. In tega bo letos z EPK-jem v Mariboru kar veliko. To sem prepričan. Hvala za pogovor in nasvidenje. Hvala lepa.